Skratka, tudi mi na naši šoli se na vse pretege trudimo, in spodbujamo naše učence z raznimi bralnimi projekti, tako na razredni stopnji, kot tudi na predmetni stopnji. Naši četrtošolci so že kar nekaj let, torej vsaka generacija četrtošolcev vključeni v projekt Naša mala knjižnica. Že več kot 10 let, vsako leto organiziramo tematsko noč branja. Zadnji 2 leti sta bili seveda nekako drugače izvedeni, ker na klasičen način, tako da v šoli prespimo, ni šlo. Pa smo potem našli druge načine, tako da smo tudi to spravili pod streho. Namen pa je danes, da predstaviva najine izkušnje projekta z naslovom Pozor, fantje berejo. To pa je projekt, ki ga s Petrom nekako že 10 let vodiva na šoli. Zdaj zelo na hitro o tem projektu lahko rečemo, da sva združila moči, športni pedagog in knjižničarka, tako kot je bilo že na začetku rečeno. Projekt je pravzaprav namenjen fantom druge triade, ker smo začeli opažati že nekaj let nazaj, da se tam v obdobju 4., 5., 6. razreda s fanti začne nekaj dogajati. Torej, bolj kot branje jih začnejo zanimati druge stvari, ne prihajajo več tako redno v šolsko knjižnico, potem tudi bralne značke jih spet ne opravi tolikšno število, kot bi si želeli, in smo potem razmišljali, kaj lahko napravimo na tem področju. Kot izziv sem zastavila Petru, torej dala povabilo, če se bi želel vključiti, da nekako skupaj te stvari popravimo oziroma organiziramo nekaj, kar bo fantom zanimivo. No, in Peter je seveda ta izziv sprejel, mogoče je prav, da sam pove, zakaj, pa potem lahko še o projektu nadaljujemo. Moram reči, da sem bil takrat, ko sem dobil ta poziv, ko mi je Tatjana predala to idejo, ker je želela nekako moško pomoč mladim moškim bralcem, ki so po številu obiskov in knjižnice in prebranih knjig zaostajali za dekleti. To res sprejel kot nek svoj izziv, pa več razlogov sem imel, Eden od teh je bil tudi ta, da sem sam recimo najlepše trenutke v otroštvu preživel pravzaprav s knjigo v roki. Ogromno časa sem preživel s knjigo. Knjiga je bila moja stalna spremljevalka. Moram reči, da sem nekako še svoje sanje vedno povezoval s stvarmi, ki sem jih prebral, in še nekaj je, o čemer sem razmišljal, branje je res eno bogatstvo in tudi v človeku pusti bogatstvo. In sam sem vedno govoril, recimo tako kot eno dodatno znanje tujega jezika je praktično enakovredno enemu poklicu, pa je bogatstvo branja mogoče še več, kar več poklicov združuje. In tudi sam sem recimo na svoji poti življenjski velikokrat spoznal, koliko mi je to branje dalo in pustilo v meni izkušenj, znanja, pa tudi konec koncev sposobnosti sanjarjenja. In sem rekel, če mi bo uspelo vsaj delček te svoje ljubezni do knjige, spet sem se vrnil vedno z mislimi v mladost. Takrat sem imel pravzaprav celo več časa za branje knjig, kot da imam žal sedaj, Potem se mi zdi, da bo ta ideja padla na plodna tla in da bo vse skupaj uspešno. In po 10 letih se mi zdi, da je za nami plodnih 10 let. Torej, zdaj veste, zakaj smo ravno Petra izbrali kot nek moški bralni model našim fantom, ker je pravzaprav športni pedagog, sam tudi aktiven športnik, pa še športni novinar, tako da je fantom, torej mnogim fantom tudi nek vzor, in potem, če mu sledijo pri športu, smo potem računali, da mu bodo sledili tudi pri branju, in res je tako.
Zdaj, kako ta projekt peljeva? Tako, da načrtujemo enkrat mesečno naša srečanja, vedno pripravljamo vsebine, ki so fantom všeč, zato tudi sami fantje lahko predlagajo, kaj jih zanima, o čem bi se pogovarjali, o čem bi brali. Dejavnosti vključujejo tudi skratka branje in gibanje, mogoče bomo potem si pogledali še kakšen primer. Kar je za fante zelo zanimivo je, da damo zunaj napis, torej pozor, fantje berejo, za dekleta knjižnica zaprta, to se jim zdi vsaj tistim najmlajšim še najbolj zanimivo od vsega. Občasno smo tudi v učilnici na prostem ali pa športnem igrišču, seveda, kadar nam to vreme dovoljuje, sicer se pa dobivamo v šolski knjižnici. No, ob koncu šolskega leta si pripravimo tudi kakšen zaključek, včasih v učilnici na prostem, včasih kar v šolski knjižnici. Povabimo si tudi goste, tule imamo eno fotografijo spodaj, ko je bil naš gost, športnik Rok Drakšič, ne, mislim, da sem prav povedala, ja, predno je šel menda takrat na olimpijske igre, oziroma je še pridobival normo za olimpijske igre. Skratka, tako si nekako popestrimo in želimo fante na ta način privabiti v šolsko knjižnico. In mislim, da nam je pa zdaj v tem času tudi kar uspelo. Ja, v tem obdobju mislim, da se je dvignil porast bralcev tudi te druge triade. Zdaj zanimivo je bilo, seveda nekateri ti fantje so zdaj že tudi iz dijaških klopi ven, a ne, ko so pa recimo prišli v zaključni del osnovne šole, so se pa vračali nazaj v knjižnico tudi z idejami, da bi bili sami mentorji, so pomagali, a ne, kajti so na nek način bili tudi vzor vsem tistim novim generacijam, ki so prihajale v knjižnico. Ja, zdaj šport je nekako tista iztočnica, ki smo jo nekako zaznali, da bi utegnila pridobiti nove bralce. Torej, brati o športni tematiki, recimo na ta način, gibati, športati zraven, malo tudi tekmovati, bolj za zabavo kot za res, pa to nekako vse skupaj povezati z branjem. Zdaj sam sem razmišljal recimo na naslednji način. Branje je, to smo danes slišali, naporna zadeva, posebej na začetku, a ne, dokler ga ne usvojiš v dobri meri. Ampak podobno kot recimo športni trenerji ali pa tudi športni pedagogi, včasih izkušamo nekaj narediti skozi treninge, zdrilati, kot radi rečemo, skozi igro, a ne. Nekako tako smo razmišljala, bi tudi skozi igro pridobili nove bralce, jih seveda jim tudi dvignili kvalitetni nivo njihovega branja in razumevanja. In tu se mi je zdela dobra povezava skozi šport, ampak nisem se ustavila samo na tem, da bi bilo vse absolutno skozi gibanje, tudi precej tako smo naravnala, da je bilo veliko skupinskega dela, da so otroci vzpodbujali eden drugega, da so sodelovali, vsa ta naša druženja so bila nekako tako naravnana, da je bilo v ospredju sodelovanje. Seveda pa, pri čemer sva pazila na to, da v tem sodelovanju je vsak moral pustiti svoj delež pečata, da seveda so tudi tisti, ki so bili mogoče na določenem področju, bodisi na športnem ali pa na bralnem, nekoliko inferiorni, prišli do izraza. In zanimivo je bilo zlasti videti, ko so se nam pridružili nekateri pa res slabi bralci v tistem obdobju, ampak po drugi strani pa dobri športniki, ki so seveda se radi dokazovali skozi šport, in ker so seveda te naše igre včasih vključevale, kot boste lahko videli na primeru tudi kasneje, tudi nekaj športnih veščin, tudi malo tekmovalnosti, so seveda tudi oni našli svoj prostor pred soncem, a ne, v družbi teh že nekoliko boljših bralcev in poleg tega pa so seveda zraven sodelovali tudi v tistem bralnem delu. In
na ta način so radi obiskovali te naše urice, ta naša druženja. Torej, na nek način smo jih želeli skozi igro, pa tudi, da jih preigramo, da pride do tega branja spontano, pripraviti do tega, da postanejo bralci, ali pa boljši bralci, ali pa recimo redni bralci. Morda še nekaj, seveda pri teh različnih aktivnostih je bilo potrebno zelo pozorno zasledovati tudi sestavo samih skupin, glede na starost, glede na njihovo znanje, in tu je pa bilo potrebno prilagoditi različne aktivnosti. Zdaj, te aktivnosti smo imeli redno, mesečno, do korone. V času korone smo se morali znajti na nekoliko drugačen način, ampak smo ostali nekako v stiku, predvsem s tistimi, ki so že obiskovali te naše urice in ta naša srečanja. V tem času je morda nekoliko zamrl priliv novih generacij, ampak sedaj, ko se stvari nekako vračajo ali pa bližajo normalnemu toku in ko smo letošnjo sezono začeli, bomo lepo stopili ponovno nazaj v stare tirnice. Ja. No in takole izgleda napis na vratih, takrat, kadar se mi družimo. Bi pa recimo lahko tule našteli nekaj takih dejavnosti, ki sva jih midva pripravila tako z branjem plus gibanjem, seveda, ki so samo neka popestritev teh naših druženj. Recimo kocka povej, bralec ne jezi se, črkatlon, ko besede oživijo, potepanje po Sloveniji in še druge. No, mogoče na današnjem filmčku bi pa potem lahko si skupaj pogledali tele dve zadnji, Lov za zakladom in pa Slalom med športnimi asi. Tako da to bi bilo to. Ja, jaz bi pri tem dodal, ta imena, ti naslovi vam prav gotovo ne povedo veliko, nekaj napeljujejo. Zdaj sam kot športni pedagog bi imel precej raje, da bi bili skupaj v nekem velikem prostoru in bi kakšno od teh iger skupaj recimo odigrali, da bi tudi vi aktivno lahko sodelovali, da bi začutili morda ali pa da bi prišel z otroki in bi potem skupaj to naredili, da bi začutili, kako otroci doživljajo te igre. Bom pa morda takole skozi besedo predstavil eno, dve igrici, potem pa bomo še v filmčku kasneje videli recimo pa tisto najbolj sveže dogajanje, ki smo ga imeli v septembru, ko smo imeli naše prvo srečanje v letošnjem šolskem letu. Torej, kocka povej, pravzaprav zelo enostavna igrica. Kocka, torej 6 ploskev, tako kot za Človek ne jezi se, tudi recimo Človek ne jezi se smo na nek način gibalno priredili v eni izmed iger, ampak pri kocki povej gre pa enostavno in na tak način tudi otrokom podamo navodila v pisni obliki najprej, tako kot vidite vi, otroci preberejo vsak zase, potem skupaj predebatirajo, ponavadi jih razvrstimo nekako po skupinah, skupaj predebatirajo ta pravila, potem imajo priložnost za vprašanja, če je seveda kaj nerazumljivega, in potem vse skupaj preizkusimo tudi v praksi. Recimo pri kocki povej, tekmovalec vrže kocko, gleda, kakšno številko je dobil recimo številko 5, potem mora izvesti nalogo, ki je zapisana pod to številko, ali da bere čim hitreje, ali da bere, ne vem, da dela stojo na glavi in bere zraven, lahko dela kakšne počepe, lahko stoji na eni nogi, lahko spremeni, recimo tako kot tu piše, tretjo osebo v prvo osebo, lahko naredi na vsako ločilo en poskok, ali pa na različno vsako ločilo zahteva drugačno gibalno aktivnost. Skratka, mislim, da tu pa res domišljija dopušča različne možnosti.
In seveda, da se ne bi ponavljale te naloge prevečkrat, je lahko za posamezno številko tudi več nalog in pač tista, ki je že opravljena, tista roma iz koša, ki je pod določeno številko. In ta igra je pravzaprav lahko uporabna tudi za druge predmete, Več bi bilo gibalnih nalog, recimo vmes pri športu, pri matematiki. Vidite primere, recimo geometrijska telesa, pri geografiji bi lahko na ta način recimo spoznavali države, ali pa skozi zgodovino različna obdobja. Skratka, mislim, da ni področja, ki ga ne bi pokrili z informacijami, ko bi brali o določenih zadevah pri tej igri. Pa mogoče še eno, potepanje po Sloveniji sva jo poimenovala. Tu gre pa za to, da so ponavadi otroci že prej dobili v tem primeru recimo opise nekaterih mest. V tistem letu so se pravzaprav tudi učili, spoznavali so Slovenijo. To igro smo naredili potem ob koncu šolskega leta, ko naj bi že tudi dobro poznali, In oni so v bistvu skozi nek labirint se morali prebiti. Tudi tu smo imeli gibalne naloge, pa spretnostne naloge do določene točke, kjer so prišli do opisa mesta. Tam so konkretno morali recimo izpolniti še eno nalogo natančnosti, sicer se je moral vrniti tekmovalec določene ekipe in je naslednji dobil priložnost, drugače pa je ta prišel do nekega opisa mesta in ga je potem poskušal takole na zemljevidu na določeni točki, ki so bile označene na zemljevidu, tudi locirati. Na podoben način smo imeli, ker pač nismo mogli svoje kože, pa imam ta športni vpliv, pa tudi Tatjana ima zelo veliko posluha za šport, smo tudi naše športnike recimo iskali po slovenskem zemljevidu, takrat pa po regijah, v katero regijo to spada. Seveda, povezali smo se jasno z našo likovnico, drugače mislim, da tale naša kokoška, naša Slovenija, ne bi izgledala tako natančno, kot je v tem primeru. Skratka, otroci so se zabavali, zraven pa mislim, da tudi nekaj naučili oziroma v tem primeru tudi obnovili svoje znanje, ponavljali za, recimo v tem primeru, za geografijo. Mogoče samo še na kratko, kakšne izkušnje sva pridobila v vseh teh letih, s tem, da fantje so radi prihajali v knjižnico, torej tudi ta ekipa, ki je zdaj nekako formirana, radi prihajajo. Ponavadi spodbudimo k branju knjig, ki jih morda sicer sami ne bi izbrali, pa prebrali, pa potem glede na skupino to napravijo. Berejo in učijo se, hkrati recimo olimpijske igre. Takrat smo v času olimpijskih iger, se nam je Peter javljal konkretno iz olimpijskih iger. Mi smo pa imeli izziv, da si o tej državi, kjer so se olimpijske igre dogajale, prebrali tekste, se kaj naučili, potem Petru tudi odgovorili na njegovo pošto. Skratka, ob koncu nam je pa potem Peter ob svojih diapozitivih, fotografijah pripravil neko predavanje oziroma neke vtise nam povedal, tako da smo to nekako potem zaključili temo in prav gotovo so fantje od tega tudi kakšno informacijo obdržali v svojih glavah. Zanimivo se nam zdi to, da se družijo fantje od 4. do 7. razreda, vsem tam malim je zelo, zelo pomembno, da se jih tudi starejši fantje sprejemajo v skupino, da z njimi sodelujejo, torej sami radi dajo pobude za naše srečanje. Tu gre predvsem v smislu tem, ki bi jih radi, pa tudi kdaj kakšne športe sami, kakšne igre sami izbirajo. In pa tisto, kar je že Peter prej rekel, izkažejo se lahko tudi manj dobri bralci, pa mogoče bolj dobri športniki, tako da imajo vsi priložnost, da iz tega nekaj pridobijo.
Tisto, kar pa nam vedno ponagaja, je pa čas naših srečanj, težko se uskladimo naše urnike, seveda Peter, jaz sem tako tu v knjižnici, seveda učenci pa tudi, tisti že malo starejši zbirni predmeti, druge dejavnosti, ki so po pouku oziroma tudi v popoldanskem času, tako da to je tisti minus, ki nam pa vedno ponagaja. Tako, zdaj pa še mogoče tule zelo čisto na kratko o filmčku, ki bi si ga skupaj pogledali, pa bi mogoče Peter rekel, pa res zelo na kratko. Filmček smo posneli pač letos septembra, a ne na našem prvem srečanju. Jasno, za ta filmček smo zbrali kot naše glavne igralce, predvsem tiste bralce, ki so že prej sodelovali v projektu, niso pa vsi bili že prej, 2 sta novinca, kar se bo mogoče tudi videlo, da boste nekako morda videli, kako vse skupaj poteka, če se le da naredimo, ko je vreme primerno, te aktivnosti zunaj, a ne, in tokrat smo imeli srečo. Zdaj nalog niso poznali, oziroma v globalu so podobne zadeve kdaj tudi že delali, a ne, ampak tekstov pa niso poznali, a ne, pa so bili zelo uspešni kljub temu, no. Sicer pa boste videli, pa morda dobili nekoliko še boljši vtis, a ne, skozi ta filmček, ki je sicer nekoliko skrajšan, jasno, zaradi časovne omejitve. Tako. Boste med temi zgodbami. Vsako zgodbo bo potrebno prebrati, vedno prebere drug, ker ste 4, zgodb je pa 5, bo eden bral pač 2-krat, a ne. Do tega slaloma med rdečimi količki, kjer se skrivajo zgodbe, vas pa vodi pot polna ovir, ki jo boste morali premagovati z vašimi športnimi odlikami in veščinami. Tu boste sonožno preskakovali, potem rešite pač uganko, kateri športnik, ime katerega športnika se skriva v tistem tekstu. Ko veste, greste naprej. Če ne veste, pol minuta po tistem, ko preberete celoten tekst, potem morate narediti 20 počepov in potem nadaljujete pot proti naslednji vaši zgodbici. In tako se ponavlja. Tam vas čakajo kamni, torej potrebno bo lepo loviti ravnotežje in po kamnih priti do naslednjega količka. Če vmes ne veste pravilnega odgovora, pač rečemo ni pravilno odgovor, ker lahko odgovoriš že sredi teksta. Čim veste odgovor, posvetujte se, bodite previdni, potem lahko nadaljujete pot. Devo, kdo najboljši? Petrovčani! Ok, fantje, štoperica je pripravljena, ko rečem zdaj, greste. Zdaj! Na glas, da slišimo! Stati na vodi, kot da stavo na resni prežje, to je pa podvig. Čeprav je vola v trdnem stanju, mora biti spreten. Je pravi ambasador slovenskega športa v eno stran luže. Ja, mnogi v ZDA do njegovega prihoda za Slovenijo še slišali niso, kaj šele zamahen kraj izpod Karavank, odkud prihaja.
Odličen igralec je bil že njegov oče, to da Slavo Družine je v širši svet vendar le ponesel naslednik. Palica mu ne služi za oporo, je pa njegove orodje in orožje, ki ga nasprotni vratarji skrite za maskami, tako Anže Kopitar. Bravo, gremo naprej, super. Drugi bere. Na glas in razločno, ni treba to hiteti, fantje. Na glas. Pogled tiče perske aktive je nekaj vsakdanjega. Brato lomen spustni ne pride do živega, še manj čas, ko ni v stiku s Peter Prevc. Bravo! Po dveh po eni, kjer je potrebno in smo pri naslednji. Bere, tretji. Njim je kar za celo Petro, pod kateri spi dolgobradi kralj športnih šampionov in šampion. Kralj Matjaž Vedreme že vse zadovoljno spremlja in napoveduje, tudi zato je njegov spanec lahko miren. Razen takrat, ko so njegovi športni asi v akciji. Še posebej se premetava v snu med njenimi nastopi. Nastopi dame, ki posega po zvezdah, dame, ki nima strahu pred višino, čeprav ne zna leteti. Vselej želi visoko, najvišje, padcem se izogiba, a se jih ne boji. V pretresi... Jana Galben. Bravo, super. Kristjan Čeh. Bravo, odlično. Tudi atletko spremljate. Tale Primož Roglič. Ja, res je, bravo. Kaj pa to, ne? Super, fantje, 2 minuti 44. Jaz mislim, da ste bili vseeno odlični. Jaz sem že takoj... Dohodek, da boste odprli skrinjico, ki vas čaka tamle. Ampak ključavnica je tako močno zapečatila to skrinjico, zaklenila, da vi ne morete do nje, do tega zaklada, če ne boste imeli kode. Ste pripravljeni? Srečno pot na lov! Na glas in razločno berite, tisti, ki bere. svojim sošolcem. Slišite knjigo Ibra, fant, ki je naštel svojo pot. Žultovska darska izveta. Odprite jo na strani 77 in ugotovite, zakaj Ibra nikoli ni šel na pico s svojimi prijatelji. No? Igrali je za prvoligaš Balbo. Časoma se fant odvadil v vinkarne. Niti frisko nimam družba, pojdite sami. Niti frisko. Poišči stran 27 in ugotovi, kolikrat se pojavi beseda voda. Kratek članek o kolesarskih junakih, katera dva slovenska sta v članku omenjena. Njeni imeni je zapišeno še. Moja stavna dva. Kepin. Ja, Tili.
Ja, ona. Zdaj pa še malo angleščine. Zagotovo obvladate metodo dopolnite slovarček z manjkajočimi besedami. Nogomet, fuzbal. Tekmi, da. Seli, kuli imaš ti? Dva, druga. Tri, Ugibati drugo. nič. Štiri. Ja, klinem se. Nič, ja. Klinem se. To je vaša nagrada, dajmo. Nagrada za naše. No, kako se ti je zdelo? Tukaj, gledaj. Super je bilo. In kaj ti je fino pri tem? Ja, da se družimo, pa rad berem, pa rad športam. A so bile naloge zahtevne? Ja, niti ne ful. Ampak je pa bilo fajn. Jakob, ti ko vzameš v roke knjigo, ne, ti je fino, da sta branje in šport povezana. Ja, mene to najbolj zaradi tega, ker oboje dvoje imam rad, čeprav imam šport malo bolj. Drugače pa, ja, mi je bilo tole način tega dela, ko smo delali in brali in športali super, pa še da smo bili sami fantje, je bilo tudi dobro. No, to se bo tudi Tina te vprašati, ne. Kako se pa, Tine je pa pri branju baje zelo pogrešal žensko družbo. Tine, a je fino brati takole med samimi fanti, med prijatelji, a ne? A ti je branje, takšno branje v breme? Malo o tem povej. Ne, meni ni v breme branje. Pač jaz zelo rad berem, če je zanimiva knjiga, ampak takole je fajn, ker različne knjige bereš, pa še športaš malo zraven, pa tekmuješ med sabo. Da sta pa naša brata, bosta pa povedala oba kar na isto vprašanje, najprej eden, potem drugi, a ne, bosta odgovorila in sicer o tem, kako so pa bile težke naloge danes. Ja, najbolj je bila težka naloga od kopitarja, ker jaz tako ne spremljam hokeja, drugače pa so bile druge lahke. Ja, jaz se tudi strinjam z Juretom, zato ker ne spremljam jaz tudi hokeja, pa rad pa imam druge vse športe, nimam pa tako rad hokeja.
Za Jakob pa Gal bosta pa povedala naslednje in sicer, kaj sta si pa v bistvu od današnjih tekstov, če sta si kak podatek pa zapomnila, da vidimo, je bilo to branje tudi, pa slišimo, a ne, je bilo to branje tudi pustil kakšno informacijo v naših glavah? Eno, dve navržeš. Da je bil Ibrahimović, da je imel malo žepnine, pa da je od njega oče večkrat kasneje plačal obroke za stanovanje, zato da je omogočil svojemu sinu, da je lahko šel na tekmo. Pa da tudi Ibrahimović so ga vedno vabili na kakje pač pico ali pa pijačo, pa ni mogel iti zato, ker ni imel denarja. Pa da Roglič ni, da ni nobenkrat zmagal na francoskem prvenstvu. Jakob bo pa zdaj, Jakobov brat, ja, bo pa zdaj malo kritičen, pa bo povedal, kaj mu pa ni bilo všeč, če mu kaj ni bilo všeč, pa če bi se večkrat morda udeležil takih naših druženj. Ja, vsekakor bi se udeležil takih druženj, ampak mi je bilo vse všeč, ne vem, kaj bi rekel, da mi ni bilo lih fajn. Vse je bilo fajn. Kdaj se ti pa zdi, da bi pa bila ta druženja najbolj primerna, če odmislimo čas pouka, tako kot je bilo danes, ne? Ja, da ste fantje precej zaposleni. Kdaj po šoli pa tako. Ja. Kaj pa dejstvo, da punc ni zraven, pogrešiš? To malo ja, malo pa ne. Takole upam, da ste vsaj deloma začutili, kakšno vzdušje je na teh naših srečanjih. Tako da takole približno izgleda pri nas v Petrovčah, kadar fantje berejo in je vstop puncam prepovedan. Ja, zdaj, da ne bo izpadlo, da bo moral samo gibalne naloge delati, a ne, smo jih tudi na druge načine pridobivali za naše aktivnosti skozi branje. Zgodbe ki so jih brali skupaj, potem uprizarjali skozi pantomimo. Dobro, to je tudi gibalna dejavnost na nek način prav gotovo, a ne. Potem pa se navezujem zopet na tisto, kar sem rekel na začetku, da sem bil velik sanjač, vedno, ko sem bral knjige, sami recimo na določeni točki nehali z branjem knjige, pa so potem sami nadaljevali izmislili zgodbico, ali pa se recimo uživeli kot reporterji v določene tekste in na ta način tudi uživali v branju. Vsaj tako je bilo videti. Ja. Tako, toliko z najine strani.